gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v studiu televizije Exodus, kjer je danes naš gost Dolenjec, gospod Matic Vidic, ki je prišel iz Novega mesta in bova med drugim spregovorila o njegovi zelo sveži knjigi Smernik za smisel. Pa gospod Matic, ponavadi goste na tem stolu najprej vprašam, kako bi se sami predstavili v nekaj povedih nekomu, ki o njih ničesar ne ve. Bi pa vendarle takoj na začetku dodal, da ko sem bral knjigo in sestavljal vašo življenjsko zgodbo, nekako leta niso šla skupaj, ker ste v svojih sorazmerno malo številnih letih že ogromno stvari delali in naredili. Ja, kaj hvala. bi od tega izpostavili? Ja. Hvala, doktor. Da ste me takole sprejeli, hvala za povabilo. Pot je bila lepa, polna premišljevanja. Tako da sem vesel. Dolge poti se zmeraj ustrašim, obenem pa veselim, no, da je pa to res čas zame. In veliko mi je v glavi odzvanjalo. Tako da sem vesel, no, da lahko pridem sem, pa da tukaj sem bil povabljen na vašo televizijo. Ja, leta res mogoče skoraj ne grejo skupaj, ne, ker se je veliko stvari prekrivalo. Vedno sem mislil, da moram delati več stvari hkrati. Kot smo že pred začetkom snemanja govorila, ali je to mogoče iskanje, ali je to bilo v skladu Božjim načrtom, ali je bilo to res tako iskanje smisla. Jaz mislim, da ja, ne, da je bilo ravno iskanje smisla, kdo sem. Ker temeljno človeško vprašanje je zares in katerim vsak dan odgovarjamo, je kdo sem. Ne kaj sem, ne. Če rečem kot kaj sem, rečem ja, sem mož, sem oče, sem terapevt, sem diakon, ne, kdo pa sem, ne. In nazadnje mi je ravno poslal sporočilo Krizostom Komar, no, iz Brezi, pa mi je poslal in je napisal: dragi Matic Vidic, ti si Božji služabnik. In sem rekel, ja, želim si biti, ja. Ne? Če kdo sem Božji služabnik in želim hoditi po tej poti, da bom vreden služabnik Gospoda. Ja, mislim, da je to ena najkrajših predstavitev, kar smo jih tukaj doživeli, obenem pa tudi najglobljih. Hvala vam zanjo. Če se sedaj mogoče premakneva k vaši knjigi Smernik za smisel, izšla je tudi v zbirki Za smisel in nekako je glavni junak v ozadju Viktor Frankl s svojo metodo logoterapija. Lahko kaj več poveste o tem? Ja. Jaz sem študiral, moj študij, no, po končani gimnaziji sem upisal teologijo, dvopredmetni program, teologijo in filozofijo, oziroma filozofijo in teologijo. Ravno zaradi tega, ker po mamini smrti sem umoril, ker sem bil star 13 let, ko sem zaključeval osnovno šolo, sem se začel spraševati, zakaj? Kaj je smisel vsega tega trpljenja? Zakaj ljudje toliko trpimo? Zakaj jaz? In na drugi strani sem imel še velikega učitelja, ne, oba sta bila učitelja, mi starša, se pravi oče in mama z svojim trpljenjem, ki je kot mlado dekle že imela, preden me je rodila, oziroma ko me je rodila, je dobila stomo in je ogromno trpela in mi je bila ona ena taka učiteljica, kako prenašati trpljenje, kljub temu, da je na koncu jo je trpljenje premagalo. In potem očeta, ki ga je tudi trpljenje premagalo, je pa tudi ogromno trpel. Trpel je pa lajšal pa, oziroma pot njegovega pa zanesla v alkoholizem, tako da tudi na koncu je umrl zaradi ciroze jeter in je tudi ogromno trpel. In ravno to trpljenje, zakaj, ne, me je toliko nagovarjalo in sem si odgovore iskal v študiju teologije in pa potem filozofije. Vendar nisem dobil čisto najboljših odgovorov, oziroma nisem bil še zrel, da bi jih slišal ali razumel, ali mogoče bolj nisem bil skalibriran ali uglašen na tiste odgovore, ki sem jih takrat dobival, tako da sem jih kasneje šele z Viktorjem Franklom, in sicer, da je obup je trpljenje brez smisla. In če ne znam osmisliti trpljenja, tudi življenja ne morem. Ker nek ruski raziskovalni psiholog je raziskoval in je eno številko našel in je rekel, človek trpi 70% življenja.
Se pravi, da če ne osmislim trpljenja, da trpljenje nima smisel, ga tudi življenje nima. In Viktorja Frankla ravno s knjigo Kljub vsemu reči življenju da, me je nagovorila, me je potegnila, me je opozorila na Viktorja Frankla, na njegovo življenje, na njegovo avtentičnost, kajti on je vse preživel, ne? Verjetno veliko vas, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, veste, da je Viktor Frankl bil tiste vrste psihiater, filozof, psiholog, psihoterapevt, ki je dal vse to čez, ki ne govori iz učbenikov, ne govori iz raziskav, ampak govori iz svojega življenja. Vse je dal čez kot tisti, ki je bil v taborišču Auschwitz-Dachau in še dveh drugih, ki je v vseh teh letih v taborišču preučeval, zakaj se nekdo odloči za zaključek življenja in zakaj nekdo vztraja, kljub vsemu vztraja. In zakaj je on kljub vsemu vztrajal? Zakaj? Ker je želel nekaj dati, ker je vedel, da mora to logoterapijo predstaviti drugom. In njegov sointerniranec, zakaj je vztrajal? Za voljo svojih otrok, da bo še videl svoje otroke, svojo družino. In zakaj nekdo spet tretji vztrajal? Ker je mogel dokončati neko delo. In če ne vem zakaj, pravi Nietzsche, če ne vem zakaj, niti ne vem kako. In zato je pomembno, da jaz vem v življenju, zakaj jaz želim to trpljenje osmisliti, oziroma zakaj želim temu trpljenju dati na koncu nek pomen. Ne? Ker trpljenje mora imeti pomen. Ker če ga nima, pa sem zgrešil pot. In tudi v knjigi pišem ravno o tem vseh teh svojih iskanju smisla, kolikokrat sem zgrešil pot, kolikokrat me je življenje teplo oziroma mi je vrglo kakšen kamenček v glavo ali drevo vrglo pred pot, da me obrnilo, pojdi na drugo pot. Tako da Viktorja Frankla sem tudi potlej preko Cvete Pahline, dr. Cvete Pahline, pokojne, sem imel to milost, da sem jo imel možnost spoznati, da me je izbrala za ta študij, ker ti ta študij si ne moreš z denarjem kupiti. Ne? Večinoma študijev si kupiš z denarjem, pa njej pa ni imel denar nobene vrednosti. Pa ne je pa imela vrednost, kakšna je moja uglasitev. Ali je moje srce, moj duh primeren in vreden iskanja smislu po metodi Viktorja Frankla. In zato tudi jaz, se name obračajo za študij, pa pravijo, kakšna je cena. Jaz mislim, da ta študij nima cene. Ne? Tukaj ali si izbran, ali si poklican, ali pa nisi. Ne? Ker ne moreš biti logoterapeut z denarjem. Ne gre. To je poslanstvo in to je nekaj več. In zato ne moramo primerjati logoterapijo z vsemi drugimi študiji. To je kakor duhovniški poklic. Ne moreš ga kupiti. Moraš biti izbran, moraš biti poklican. Zato je tukaj veličina, ki sem jo želel tudi s to knjigo vsem bralcem in vsem drugim predstaviti, da je to resnično poslanstvo, kjer se sprašujemo tudi, kaj je moj smisel, ali, če smem prevesti, kaj je Božji načrt zame. Zelo zanimivo izhodišče, da moraš biti izbran, zato pa me zanima, ali smo ljudje tudi pri iskanju smisla življenja oziroma pri ustvarjanju tega smisla. Vi ste zelo dobro poudarili, da če ne veš, zakaj živiš, potem ne moreš najti poti, kako. Ali so tudi tukaj obstajajo razlike v nadarjenosti ali v izbranosti za samo iskanje in najdenje smisla? Ja, zagotovo nismo vsi enaki. To je eno ključni element, ker jaz razločujem, ker primer poudarim, nismo vsi isti in s tem ni nič narobe. In to nas celo bogati vsakega posameznika. Vsak posameznik je poseben v tem svoji situaciji, kateri je. Ne? In vsi imamo rane, take ali drugačne, ali so moje rane več vredne kot od nekoga drugega. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ima vsak je avtentičen in vsak je poseben v vsej tej svoji izbranosti. Zdaj pa se pa razlikujemo, koliko smo pa blizu, kakor bi rekel Søren Kierkegaard, duhovnemu modusu. V nekem momentu smo na ravni estetične ravni, kjer skrbimo za svoj videz,
kako izgledamo, kako nas drugi vidijo, kaj jemo, kaj vozimo, v kakšnih stenah živimo, za kakšnimi stenami živimo. Ali potem hrepenimo po tem socialnem aplavzu, ki ga daje ta svet socialnih medijev in tako naprej. Tudi ta estetična raven, kjer gledamo res, kaj smo oblečeni in tako naprej, kako nas drugi vidijo. In zato mi je ravno zanimivo, če gledamo pred kakšen trgovski center, greva in se usedeva, vidimo, da smo vse dekleta skoraj enaka danes. Vse imajo isto našobljene ustnice, isto dolge tiste obrvi, iste narisane trpalence, iste linije make-upa, vidimo, da so vsi enaki. Postajajo, želijo biti vsi enaki. Celo plastični kirurgi imajo prav linijo Kim Kardashian. Kam smo zares prišli? Smo, bi rekel, skrivamo to svojo posebnost, svojo izbranost na nek način. In druga raven je etična raven, pravi Kierkegaard, oče eksistencialne filozofije in teolog, pravi, to je raven, kjer želimo smo se sposobni sami sebe presegati ali sami sebe pozabiti za voljo neke skupnosti, v kateri delujemo. To je, ali je to cerkev, ali je to gasilsko društvo, ali je to družina, ali je karkoli. In tle je že lepota, da smo mi sposobni za voljo nečesa, nekaj, sposobni sebe umakniti, sebe pozabiti. Ampak tudi ta je lahko nevarna, ker pa pozabimo svojo avtentičnost, kdo zares smo mi, zakaj smo mi zares poslani. In zato je pomemben ta odnos, da se je zaveden, da me presega. Kot kristjan temu rečem Bog, kot nekdo drug reče temu drugače, reče to vesoljstvo, kakorkoli ga pa že imenuje, in me presega in je pomemben ta odnos, kakšen je ta moj odnos, da jaz sledim njemu. In tukaj je vprašanje, ali smo bi rekel, ljudje različni, oziroma ali smo vsi na istem nivoju. Ne. Na različnih ravneh se pa vsi gibamo. In zato pa dobivamo frustracije v življenju, ker nas vabijo iz enega na drugi nivo. Se pravi, iz estetične ravni na etično raven, iz etične ravni na duhovno raven. Se pravi, kjer sem jaz v odnosu z Bogom ali z transcendentnim ali z nekom, kar me presega. Zanimivo je, da nam vi to logoterapijo predstavljate v 8 poglavjih, kjer se navezujete na svojo življenjsko zgodbo. Pa bi morda iz tega prvega sklopa nekaj ste povedali o svojih starših. Mene je pa kar precej nagovarjal lik vašega starega očeta Toneta. A lahko mogoče o njem nekaj poveste tudi gledalkam in gledalcem? Ja. Lik starega očeta sem navezoval predvsem na svoje podjetniške podvige, ki sem jih imel. Ate Tone je bil moj nadomestni oče. Moj oče se je zelo zgubil. Tudi ta alkoholizem je potreboval temu, da je težko skrbel zase, zato ni tudi mogel niti zame poskrbeti. In zato je bilo nekako logično, da nekako to skrb prevzeme v tistih najhujših letih pubertete in iskanja sebe, da prevzeme stara ate in stara mama. No. In ta lik star ate je mene vedno opazoval. On je imel v življenju same ženske. Se pravi, imel je mamo, oče je bil pokojni, v vojni je padel, imel je mamo in imel je sestro. In potem v drugem paketu je dobil ženo in potem 3 hčere in ni bilo moškega lika. In jaz sem bil prvi moški lik in potlej preko preučevanja, to je že v času študija, psihoanalize in Freuda in vse skupaj, sem videl, da ni znal rokovati z moškim likom. In tudi jaz, dokler nisem bil v puberteti, prišel v puberteto, dokler nisem bil postajal moški, me imel neverjetno rad. Potem sem ga nekako ogrožal na nek način. In je tudi on mene ni več prepoznal, nisem znal zadovoljiti njegovih pričakovanj in zato je obupal in je rekel, pop, iz tebe ne bo nikoli nič. Je vrgel rokavice in je rekel, tukaj ni več vredno truda vlagati. Ker je bilo tudi razumljivo, sem ga pa hotel na vsak način zadovoljiti, iskati. To je to hrepenenje notranje, ki jo pravi tudi pater Kristjan Gostečnik, doktor Kristjan Gostečnik pravi, željen, hoten, ljubljen, kako to želimo biti, rekel, prepoznani,
odobravani, da bi rekel, lej, dobro ti gre, ne, tole si pa dobro naredil, ne. Zato se je začelo in z enim podjetjem, in z drugo, in z politiko, ampak nikakor ga nisem mogel dobiti odobritve. Potem sem pa še, starat je zmeraj rekel, vredno je tisto, kar ustvarja z rokami, zato je bila moj zadnji poskus, da ga osrečim, da ga zadovoljim, je, da postavim gozdarsko podjetje, no. In smo imeli res gozdarsko podjetje, kjer smo začeli najprej predelovati ostanke od žage, se pravi krajnike, krajevce, mlet in pol to prodajati v Avstrijo. In tudi tle se je zalomilo, ker sem odkupoval iz žage, iz drvarja, iz Bosne, je tisti prekupčevalec je pa z denarjem ušel in ga nisem več videl, oziroma je pristal v zaporu zaradi ničesar drugega. Tako da sem ostal brez vsega in smo začeli potlej delati v gozdu za škofijo, nego gozda, kjer smo tisto trne pa manj pomembne vrste dreves smo sekali oziroma obsekavali, da so, rekel, hrast pa smreka uspevali. In pa smo počasi rasli, da smo kupili eno motorno žago, drugo, tretjo, se izučili, naredili nacionalno poklicno kvalifikacijo za sekače. Od začetka smo na roke samo drobni les, na roke imeli, ven nosili iz gozda, da smo to potlej prodajali za brusni les. Pa smo pa kupili traktor, ne, John Deere na leasing, Landini, Power Farm 100 in celotno nadgradnjo, vse to, in sem imel večji traktor kot Tone, ne, in sem mislil, zdaj pa bo, ne. Zdaj me bo pa rekel, zdaj pa sem ta prav v njegovih očeh, zdaj sem pa vreden, bi rekel, pohvale. In od takrat se pa sploh ni več pogovarjal z mano, ne. Pa toliko sem ga, ne vem, ne, nisem rekel, v želji, da ga bom osrečil, sem v bistvu ga zgubil, no, in pol je pa kmalu umrl. Neverjetno. Ja. No, zelo zanimivo je tisti del, ko govorite, mislim, da o 4 lekcijah, ki ste jih kot podjetnik doživeli, kako so se počasi v koncentričnih krogih ta opozorila, gostila in na koncu ste ugotovili, da to ni to. Ja. V življenju imamo skozi opozorila, ne, vsak, ki pride k meni kot terapevtu, ne, vedno pravim, nekaj delamo narobe, očitno nekaj ne delaš prav. Če bi delal prav, verjetno ne bi bil tukaj. In tudi pri meni se je začelo, najprej prvo opozorilo je bilo, za meni smo vsi rekli, Matic, pa tu ni zate, ne. Pa tudi sam, ko sem bil v traktorju, ko sem šlajsal tiste hlode, ali hrast, ali smreke, nekje po 3-4 kubike zmeraj vzad iz gozda, pa sem se peljal v ta traktor, pa sem rekel, kje sem pristal, ne. Pa ne, da bil poniževalen, ampak ali je to res moje, ne? Kje sem pristal, daleč stran od tistega, kot sem si predstavljal, daleč stran od tistega, kar danes predstavljam. Čisto na drugi poti. Cele dneve, se pravi, od jutra, od 5. ure poletne, pa do 7, 8 zvečer, 9, 10 zvečer, cel dan na traktorju, pa hlode odpenjati, zapenjati, prežegevati in tako naprej. Več let sem se res vprašal, ali je to res moje, ne? Ali sem to res jaz. In bolj, ko sem se začel spraševati, ali je to res to, Gospod, kamor me kličeš, kamor me vabiš, kamor si me postavil, ali ne, so se pa začela znamenja dajati. Prvo znamenje je bilo, da je na enega delavca, na Robita, je padlo drevo in ga je, Bogu hvala, samo po rami oplazil, tako da je imel poškodovano ramo, ga več mesecev ni bilo. In takrat, tudi opisujem v knjigi, dobim klic, ne, in prva stvar, ne, to je to človeško, ne, ali je z njim vse v redu, ampak, ne, ta prvi strah je bilo, ali bo zdaj inšpekcija prišla, ali bo zdaj propad podjetja in tako naprej. Strah za sebe, ne za njega toliko, ne, mislim, kako smo, rekel, to prvinskeno za preživetje v nas to deluje. Tako da je na Robita bilo vse v redu, potlej več mesecev bil odsoten, pol čez 14 dni oziroma zelo v kratkem času bo drugo znamenje, je ravno, ko je Simon, drugi zaposleni, ko je sekal na čisto običajno smreko, zelo debelo smreko, vse pravilno delo je naredil zasek, vzadčo, in v tistem momentu je zapihalo močno in v tistem momentu se je pripeljal z avto ta nadzornik oziroma logar in je šel ven, v tistem momentu je zapihalo in vrglo smreko, po nobeni logiki ne bi mogla tja pes, je palo direktno na avto. In sem mogel tisto avto potem odkupiti, že tako smo bili finančno, smo izhajali iz meseca v mesec in sem mogel pa še tisto avto odkupiti in je bilo že grozno, mislim, kako bomo preživeli. In potem to tretje opozorilo je bilo, ko smo
ko smo nalagali, zima je bila, oziroma sneg je bil na kolesarski stezi, smo z enim delom kolesa, s tovornjakom, ki je prišel po hlodovino, nalagali hlodovino in ravno takrat je prišel policist in ravno takrat je bil razkačen in je ocenil, da nismo najbolj prav naredili, da bi mogli v bistvu zaprti cesto, čeprav smo bili z enim parem koles na zasneženem kolesarski stezi samo, ne, in se je dal takrat tisto veliko kazen, 8.000 evrov in še ne vem kaj, in še za prevoznika. In sem mogel vse poravnati in sem bil že čist na koncu, ko pa je to novom preživel. Potlej je še eno sečno, ko smo imeli veliko, se je kar eno odločil, da pač ne bo plačal, da pač da v glavnem je začel vse narobe. No, pa je bila pa zadnja lekcija, no, da sem se pa vžagal v stopalo in sem skoraj vstal brez stopala, no, so mi ga komaj rešili, takrat sem se odločil, okej. Zdaj pa mislim, Bog, da je kar jasno, no? Zdaj pa bolj jasno pa že ne gre, kaj bi bilo, če bi še vztrajal, ne? In te lekcije so tudi v življenju, nekje, ki me konstantno, ko sem na poti, najprej začne metati, najprej začne gospod metati kamenčke, ne? Potem začne vejce, ne? Potem začne malo z vodo polivati, ne? Potem na koncu, ne, ti pa kar hlod vrže pa reče, alo, ne, zdaj se pa obrnem, to ni tvoja pot, ne? Ker to je to pozorilo, ne? Kaj je zares Božji načrt, kaj je moj smisel, očitno ni to moj smisel. Če karkoli gre, ne. Če gledamo, ne, kako je bilo, če primerjamo, če si dovolimo, da se sprehodimo v drugo Mojzesovo, kako je bilo z faraonom, ne, ki je imel zakrkjeno srce. Kaj pomeni zakrkjeno srce? Da ni videl Božjega načrta, da ni bil dovzeten za Božji načrt, da ni bil dovzeten za smisel, če prevedem, ne. In kaj se takrat zgodi? Nadloge. Najprej je neokusna, neprijetna, potem je šokantna. In kaj na koncu je najhujša? Kaj pa je? Največ, kar je, moj naslednik, moj prvorojeni sin. In tako se nam v življenju dogaja. Po isti metodi nič se ni spremenilo. Na isti način nam dogaja. Ta prvi je neprijetnosti, pa smo malo lačni, pa vseka po denarnici, pa vizualno te neki preseneti, pa je neki zdravjem povezano. Vse ima isto dinamiko. Zakaj? Ja, da bi me spametovalo, da bi me vrnilo nekam drugam, da bi me dalo na pravo pot. Očitno si na napačni poti. In ali je bil faraon na napačni poti? Da. In kaj se je na koncu zgodilo? Ja, umrl je. Ne? In tu je ta pozorila. Ne? In si ne predstavljam, kaj bi se zgodilo, če bi ne se umaknil iz te poti. In zdaj pa Boštjan, en čudovit delavc, Parjatu, je prevzel podjetje, saj na koncu je bilo žalostno, ampak je zdaj eden najuspešnejših, ima veliko bogatstvo v strojih, v vsem tem, je eden ta glavnih, no. In se res nekaj čudovitega reče. In če rečem, ali je bilo vredno, je bilo za Boštjana. Če sem s tem, z vsem tem, teh letih, ko mi je bilo grozno, neprijetno in hudo, in ko zdaj vidim Boštjana, kako je uspešen, rečem, vredno je bilo. In ni mi žal. No, na družinskem področju pa je šlo potem lažje, vendar je tudi ne brez preizkušenj, ne? Ja. Na družinskem področju smo imeli pa preizkušnjo s Petro, smo imeli pa z neplodnostjo. Nikakor. Vsi drugi ja, mi dva ne. Vsi so imeli otroke, vsi so imeli že ta druge otroke, mi dva pa nikakor ne. In je tu preizkušnja za odnos, ne. Preizkušnja je predvsem tem, ne, si pa obdan s temi zgodbami, veš, dva tudi nista mogla, sta šla pa na razen in je predzanosila in on je predzanosil, ne. In se tukaj vprašaš, tukaj moja sem bil kot srednješolc, razmišljal, čutil, slišal v sebi klic za duhovnika. In sem se bal, sem rekel, Gospod, a je to res, a je to kazen? A je to kazen, ker sem ta klic preslišal, ker sem ga umaknil? Ker tudi še preden sem se poročil, sem prosil, Bog, daj mi neko znamenje. Ali me vabi za duhovnika, ali naj bom oče, ne. Tukaj moram opozoriti na tisti zdrs, ki se je zgodil župniku pri poroki, ki si je očitno tudi tako želel, da bi vi postali duhovnik. Ja, jaz sem imel čudovitega, mislim, še zmeraj prijatelj, ampak ni več župnik v župniji, ker sem Sveti Janez Novo mesto, Miro Virant, čudovit, in me je spremljal to mojo pot razločevanja. In ta župnija je bila 40 let, je zdaj praznovala par let nazaj, in on je bil edini duhovnik in se je želel, no, tudi novomašnika, da bi imel to milost, da bi kot duhovnik v župniji dočakal novomašnika, in jaz sem od vseh največ obetov. Ti je kazalo, da tle bi pa znalo biti.
In tukaj se je želel, no, o tem nismo nikoli govorili, se upam, da ne bo zameril, no, ampak je bil zdrs, ker se vsi svatje se nasmejemo, najprej z grozo, potem pa se nasmejemo, ko je bil ko je potekal obred, poročni obred, je rekel, no, sedaj pa nadaljujmo s tem pogrebom. In se pa takoj popravil, rekel, se opravičujem, z poročnim obredom, ne. Ampak za neke vrste je bil za njega to pogreb njegove želje, da bi postal duhovnik. Tako da, potem pa nikakor ne, 7 let, 6 let, nikakor ne, na noben način z enimi tableti hormonskimi oziroma z pospeševanjem, drugimi, kakorkoli pa že, in potem z enim pregledom, z enim posegom, z drugim posegom. Nikakor ne. Z vsakim novo metodo je bilo novo razočaranje. In potem sva tudi to na umetno oploditev šla v Dravlje, v Ljubljano sva hodila, doktor Reš, in je bilo eno in drugo in tretje in kar ne. In potem eni mazači in drugi in tretji polagalci rok in nikakor ne. Samo večje razočaranje. In na koncu res tisto, ko tudi midva več nisva se znala več ne pogovarjati. Ne. Vse, kar si rekel, je bil jok, vse je bilo bolečina. Vse je bilo žalostno, ena velika žalost. Ne. Sploh Petra si tako želela, ona je bila najbolj srečna, ko je že postala teta, je bila v njej to ena taka sveta vloga oziroma sveti dotik, da je lahko teta, in koliko bolj si pa šele svojega otroka želela, da bi tudi ona bila lahko mama, ne, s to vlogo. Vse njene prijateljice, samo ona, ne. In tukaj je bila ta bolečina. Tudi midva so se mogla naučiti začeti pogovarjati. Mogla sva se naučiti skupaj jokati, dovoljci solze drug drugemu, dovoljci žalost, dovoljci neuspeh. In bila to za naju res kalvarija, absolutno. In je imela, tudi to trpljenje je imelo smisel. Ne. In potem pa, moram poudariti, pa je Gašper prišel, po teh večjih letih, polmetnih, pa vsem skupaj, je prišel Gašper in je rekel, a bi še naredili bolniško maziljenje, ki je poznal zgodbo, so bila skupaj v vojski na usposabljanju, on je tudi zdaj vojaški kaplan v vikariatu, kjer sem tudi jaz. No. In je rekel, ali bi lahko naredili bolniško maziljenje, sta pripravljena, da Bog posreduje na svoj način. Ne. Sem rekel, ja, ampak nisem pa hotel, jaz nikoli Petra v ničesar, to je bila nekako njeno. In nisem želel posegati in sem pustil. Molila pa sva oba dva, ampak nekako, ne vem zakaj, ampak očitno Bog že ve, kdaj je pravi čas. Bog že takrat prišepne, pošlje nekoga, ko je pravi čas. No in potem smo pa po tem bolniškem maziljenju, po milosti zakramenta, kjer sva se odprla, kjer sva bila ozdravljena vseh ran, se pa potem po enem mesecu zgodilo, ko so bila naročena na 4., da je pa Bog po svoje naredil in sva potem dočakala in sva zdaj presrečna in rečeva, ja, vredno je bilo, no. Izaka, ki bo zdaj 5 let star. No in danes ste ga peljali vrtec, pred ste prišli k nam. Ja, mislim, lepo je, ne. Veste, potem, ko si pravijo, ne, jo, pa boste še kaj imela, ne, ali pa takrat so ono spraševali, kako pa to, da vidva nimata nič, ne. In potem sem se že naučil, ne, tak lep odgovor, sem rekel, če bi bilo po moje, bi jih bilo 5, če bi bilo po njeno, po Petrinu bi bili 3, zdaj, ker je pa po Božje, pa ni nobenega, oziroma je samo eden, ne. Očitno je pač to tako, ne, Bog ima svoje načrte, ne, in jaz sem tisti, ki nemo gledam in čakam. In kakorkoli se pa drugače grem, se pa lomim. Ne gre drugače. Ker jaz meni pravim, Bogu hvala, da je saj tu v Božjih rokah, da še tu mu nismo vzeli iz njegovih rok. Ne. Potem je prišla tudi odločitev za stalni diakonat. Moram reči, da je malo ponarodel tisti stavek, ki je bil v naslovu enega od vaših intervjujev, ko je vaša žena rekla, da župnikom pa že ne bo spala. Ja. To je res zanimivo. Ta pot za diakona, ker to si je zamislil Gospod, ne? To si človek ne more zamisliti, da nekdo postane, na tak način stalni diakon. Moja žena Petra ni tako zelo verna ali pa pobožna, ne kaže to tako na zunanji način. Tudi mama je bila učiteljica, zdaj 1 leto uživa,
ni več učiteljica. In niso takrat, ni bilo zaželjeno strani vodstva šole, da bi se učitelji hodili v cerkev. Zato tudi cerkev je bila odmaknjena, ne. Zakramente je prejela, imela to milost, da je že v 5. razredu so že zaključili z bermo in je potem tudi zaključila na nek način pot do cerkve, razen ob večjih praznikih, ni pa jo živela v polnosti, kakor jo tudi mi doma zares nismo živeli, ne. Se je molilo, se ni doma, sam hodil v cerkev, praznovali smo samo Božič, Veliko noč, še to je bil poudarek na hrani, ne na čem drugem, ne na božji hrani. Tako da v bistvu je bil tu nek tak standard, neka zapuščina tega našega norega sveta. In tudi ona, no, ni imela možnosti, da bi bila kje blizu prisotna na tak način. In zato to ni bila niti nikoli ideja, ali pa mi sploh na Dolenjskem nimamo stalnih dijakonov, tako kot imate na Štajerskem, ampak je drugje, kjer je že veliko stalnih dijakonov. Noče precej. Kako? Čez ne tečejo, ampak jih je precej. Ja, veliko jih je. Pri nas pa tega ni bilo, ne? In jaz pa nisem vedel, da to obstaja. Kljub teološki fakulteti smo enkrat nekaj omenili, ampak nikjer niso imeli zares mesto in nikjer niso zares, pustili pečat, da bi nagovorili tudi mene, ne, kdaj za stalnega dijakona, zato ker je bil klic od škofa, upokojenega škofa, monsignora Glavana, Andreja Glavana, da če bi prišel, pripravljen priti na kavo, da se nekaj pogovoriva. No. In je bilo meni tisto, škof kliče, kaj je to? Ma si predstavljal, da te škof pokliče enega, ki ni nikjer, ne, nobenem spektru, pa mlad, ne, sem bil star 28 let, 29 let, pa tudi, kdo pa sem jaz, ne. In tudi nisem nikjer sekal, ne, nisem bil nič posebej, mislim. Ste pa bližje takrat na vikarijatu? Ja, takrat sem bil na vikarijatu spet po neki milosti, po res po božjem načrtu, ker to si sam ne bi mogel zamisliti, ne, ker jaz sem bil prej podjetnik, ne, sicer je šlo zmeraj slabo, ampak je šlo včasih tudi dobro, ne, ampak tako nizke plače pa nisem imel nikoli, no. Jaz sem tudi pravil, da kot študent nisem imel tako nizke plače, zato me ta služba niti ni nikoli zanimala, niti nisem vedel, da sploh obstaja, no. Zato mi je rekel, ko sem bil eno leto, sem pa imel težave, ko nisem več vedel, kako pa kaj, mi pravi eden po polnočnici, pravi, a si ti zaključil teologijo? Sem rekel, sem, prav, tam je razpisana služba za vojaški vikarijat, no. In pa sem se res prijavil, ampak ko sem gledal opis, pa plačo, sem rekel, to je pa res žalostno, ne. Ampak to ni služba, ki jo dela za plačo, to je res za poslanstvo. Da se vrnem nazaj. Škof Andrejo Glavanu sem torej šel na kavo in pravi, veš, Matic, pravi, cerkev te opazuje in gleda in v tebi prepoznala, da si primeren za kandidata, za stalni diakonat, ali bi ti to bil pripravljen. Ne? Tisto sem rekel, kaj pa je to točno, tisto sploh ne vem, ne? In pravi, razlaga, ja, lahko si povabljen, da prisostvuješ zakramentom, krsta, poroke in pa pri zakramentalu pogreba, lahko pridigaš in bereš evangelij. Si rečel, wow, pa to je to, ne? To bi jaz, ne? To sem jaz. Sem čutil ta klic, ne? Ker sem sebe pa zmeraj videl, ne? Hecno, ne? Ampak sebe sem zmeraj videl v kolar srajci in sem mislil, da sem za duhovnika poklican. Ne? Zdaj pa tudi kot dijakon lahko nosim kolar srajco, ne? Ampak mislim, bi bilo hecno, da bi otroka pelil v kolar srajci v vrtec, ne? Tako da to glih ne, pa tudi žena ni najbolj navdušena, ne? Ampak pridemo do te zgodbe. In potlej pravi, je pa samo eno vprašanje, ne? Kako pa tvoja žena, ne? Če hoče stopiti na pot stalnega dijakona, je to proces, kjer je vključena tudi žena in te žena spremlja na tej poti. Ali bo tle kakšna ovira, ne? Tisto, če bo, kje bo pa tukaj? Absolutno bo ovira, ne? Ampak tega nisem rekel, ne, sem to marketinško zapakiral, sem rekel, ja, sem pogovoril, prav razmislite to ženo doma, pa potlej sporoči, kako pa kaj, ne. In jaz tisto, kakor sem bil vesel, ne, da tako čas, da meni pa tako mladega, ne, že rekel, škof prepozna in pokliče, bo to puf, ne, to pa je nekaj, ne. Je potlej to vse palo dol, sesulo sem rekel, tole pri Petri ne bo šlo, ne bo šlo, to karkoli pa že. In grem domov, se pelem in moram, rekel, daj Bog nekaj narediti, lepo te prosim. In tisto res najdem trenutek, 3 dni sem čakal, no, da bom najdel trenutek, da bom mi sporočil, kaj je bilo točno, ne, prvo sem povedal prav, kaj je pa bilo, v redu, neč, malo smo se pogovarjali. Nekaj veš za stalni diakonat, ampak ne vem še, no, dol, ne. In pa sem pa čez par dni rekel, veš,
stvar je taka pa taka. Ne bo nič drugače, kot je zdaj, bomo vse isto delali, nič ne bo drugače in vse bo isto, samo pač, da bom lahko še krščeval, pa je fajn, ker delam z Romi, da bom lahko krščeval, da nam tako, gre se za taka praktična stvar, ne. In ona tisto prva stvar pogleda prav, veš, kva županka pa že nam spala, ne, postli, ne. Pa tisto, pa se tu ni župank, ne, tu je pač neki tako, neki vmes, ne. V glavnem pa smo nekako, ne, po božji milosti je rekla, okej, ne, lahko probamo, ampak, če bom vmes videla, da ni, konc, sploh me ne zanima, ne. Čisto, ja, lej, pač bova probala, no. In pa sem šel prvič, sem bil res povabljen, potem čez neki cajta v Ljubljano, ne, na srečanje te skupine, to je bilo, ne vem, za stalne diakone. In sem šel prvič, smo bila oba povabljena, itak, ne, ker tu oba morata hoditi, ne. Ampak sem šel sam, sem tu pod vojaško, kot sem zapisal v knjigi, šel v izvidovanje, ne, v izvidnico, da vidim, kaj tu je. In pridem tja in tu so bili sami starejši možje, starejši pari, ne. Tu so načeloma nekdo, ki je že upokojen ali pa tik pred penzijo, ne, da ima res možnost se izročiti, darovati, rekel, v tistem življenjskem obdobju, ko se lahko, mislim, daruje tudi cerkvi, ne. In tam pridem, sem bil res najmlajši, daleč najmlajši, vsi drugi so bili tam od 50 do 60 ali pa še starejši. In tam gledam in so se predstavljali, mislim, to so bile čudovite, ne, čudoviti pari, oni vsi zelo verni, pa žene, ne, ena je organistka, ena je vodja bila zbora, ena je bila katehistinja, ena je bila prav, ne, na pol svetnica, tretja je že bila svetnica, ne, to so bile čisto druge žene kot moja Petra, ne, po tem kriteriju. In sem rekel, to ne bo v redu, ne. In pol drug teden, ker res gremo, ne, in pol, tisto smo imeli celo dopoldne, in pol vmes vidim, da to ne bo v redu, in pol pridemo v avto in ona reče, to ne bo v redu, ne. To ne bo v redu, ampak pol se pa ni zgodilo, no, da je zanosila, da smo končno je bila to, tako da potem je bilo s previdnostjo, ni nekaj časa hodila. Potem pa Bog videl, da če hočem postati stalni diakon, da bo treba pa nekaj več narediti, da je že izak čudež, ampak bo treba še nekaj hujšega narediti. Pa je pa korona prišla. V koroni so pa rekli, dajte vi možje raj sami hoditi. Tako da korona je bila zaradi tega, da sem jaz lahko postal stalni diakon, ker rač ne bi postal stalni diakon. Zdaj vse vemo, zakaj je prišlo do pandemije. Tako, ja. Tako da zdaj vse teorije padejo. Ja. Omenili pa ste že, to je zelo pomembno in po svoje tudi edinstveno v Sloveniji področje svojega delovanja, to je pa pastorala Romov. O tem, kar nekaj pišete v knjigi, tudi že prej o vašem sobivanju ali pa bolj bivanju drug mimo drugega na Dolenjskem z romsko skupnostjo. Kako je prišlo sploh do tega, da vas je Bog tako rekoč potisnil tudi v to poslanstvo? Bog zmeraj kliče na dva načina. Z nenormalno ljubeznijo, pa nekim zanimanjem, pa z radovednostjo, ki je v meni, in pa z nekim odporom. In to dvoje je zame, tisto vmes ni zame. In tukaj pri meni je šlo za veliko sovraštvo do Romov. In to sovraštvo je bilo že patološko. Začelo pa se je, mi smo navajeni na Dolenjskem, smo bili, če se vrnem 30 let nazaj ali še malo več, smo mi sobivali normalno. Mi smo imeli, vsaka hiša imela posvojeno na nek način svojo ciganko in ta je prihajala ob sobotah dopoldne in smo poklicali, mama, tvoja ciganka je prišla. In mama je pripravila vse tisto, kar je ostalo, tisto, kar je mogoče rok potekel, pa kar nismo potrebovali, in je eno vrečko culo pripravila in je dala to njej za živež. In to je bilo, ali so bile cujne, obleke, ali je bila hrana, mleko, mast, karkoli je bilo pač. In je bilo to, bi rekel, zdravo sobivanje in tudi zdravo za človeka, da se nauči zmeraj darovati tisto, kar ne potrebuje ali kar je presežek. Pa se pa začelo vse skupaj, no, zdaj kdo je kriv, ne morem izpolagati računov, ampak mržnja, da imajo nelegalno, da so poseljeni, da nimajo, da si lahko dovolijo več, kakor mi, pa niso enako obravnavani, in se je začela ta mržnja. Prvo se je začelo z zaprtjem krožišča tam pri nas,
In pa se je začelo to nasilje, ko smo rekli, ko je prišel mim, smo rekli, zgin stran, tukaj nimaš kaj iskati. In začele so se tudi kraje, poljščin, tako da smo začeli 30% več saditi, zato ker smo rekli, to je pač ciganski davek. In izginil je plug, izginil je motorna žaga, izginil so električni motor od mešalca in tako naprej. In se je itak zmeraj vedlo, zmeraj vedlo. Zmeraj so bili tisti dežurni krivci ali so bili zmeraj Romi, ki so se pa že poimenovali Romi, in tle je bilo to sovraštvo. Potlej se pa, nekega dne sta se pa dva Roma z cross motorji vozila in tam po naši njivi, ki smo imeli še krompir gor in uničvala, in sem šel tja, sem rekel, alo, zdaj pa dost vidva, zdaj pa zginta, in sta prišla do mene, kaj boš ti, da me boste tam nalomila, in sem se pa prestrašil, Ker strah je zmeraj povod, za sovraštvo, prestrašenost. In jaz sem se ustrašil, da ne morem zaščititi svoje družine, da sta prišla dva in jaz nisem mogel kaj, in sta me lahko. Eden od teh je zdaj zaprt za 30 let, ker je enega ustrelil, eden pa se je pa izboljšal, se je pa poboljšal. In jaz sem iz tega strahu se začel borilne veščine trenirati, izraelske borilne veščine z nožem, rokovanje, s palcami, kako onesposobiti, kako likvidirati človeka v dokaj hitrem. Tako da sem v teh parih letih prišel do modrega pasu, da sem se že kar učinkovito znal take stvari urediti. In je res po teh letih treninga prišel eden, ki je za moj okus prišel preblizu in ga res primem, ga vržem, da ga bom pa obdelal tako, kot se zagre, kot sem se učil, kot sem se treniral toliko časa. In kot da bi zagledal Gospodov obraz, in tisto vprašanje, kaj si ti postal, kaj sem jaz postal. In sem se ustrašil tega, kaj sem postal. To nisem bil jaz, nisem si želel postati tak. Zato sem dolgo to kontempliral, razmišljal, kaj sem jaz postal, oziroma kdo sem postal. In nisem bil zadovoljen s tem, kdo sem postal. Zato sem začel drugače, z milostjo. Sem začel za njimi pobirati smeti. Vsak dan, oni imajo mimo naše tam, kjer živim, imajo romsko transverzalo ali cigansko pešpot v trgovine in to je bilo polno smeti vedno, to je bilo nenormalno smeti, da se ne morete misliti, to je bilo zabruhati, čist preveč. In vsako jutro namesto, da bi molil hvalnice, se zahvaljeval stvarstvu za vse, sem zmeraj klev zjutraj na njih, le kakšno so te barabe naredili spet. Tako da, pa sem pa to spremenil, sem pa začel pobirati smeti vsako jutro. Na 3-kilometrski pas, kjer hodijo, stalno pobirati smeti, pobirati. In potem sem videl, da ni dovolj, da pobiram, da je čas, da jih nagovorim. In jih ne moreš nagovarjati spet sovraštvom. Moraš ljubeznijo, da reč ne bo učinka. To je zmeraj, vsi zmeraj mislimo, da če bomo enega sovraštvom napadli, da se bo spremenil. Ma ne bo se. Zdaj povem, škoda, ne bo se. Zato je bilo treba spoštovanjem. Niti ne strpnostjo, pa toleranco. Ker strpnost pa toleranca pomeni, da je še zmeraj trpim, da je še zmeraj sovražim, ampak se obnašam, ampak se obvladujem. Zato sem pristopil s spoštovanjem. Spoštovanje pa vključuje ljubezen. In sem rekel, dragi moji prijatelji, ali bi bilo možno, da bi vi drugič te smeti na mesto podleg dali v kos. In so rekli, majster, to nismo mi, to še drugi naredili. Zmeraj. Sem rekel, vem, ampak ko boste vi imeli smeti, a bi vas lahko prosil, spoštovani prijatelji, da bi dali te smeti v koš. Bomo. Ker če bi pa začel s konfliktom, le kaj si naredil, gardol, bi se spet in ne bi se nič spremenilo. Zato je zmeraj ljubezen je pot. Ljubezen je pot. Vse drugo je brez veze. Škoda cajta. Tako da, in sem začel se z njimi pogovarjati, jih spoznavati, se jim približevati. In zato sem tudi klical spet nazaj škofa, sem rekel, še prej, rekel, gospod Andrej Glavan, ali bi se dalo, mi po celem svetu pošiljamo ljudi v misijone, in se tem široko ustimo, tukaj imamo pa pred nosom, pa jih noben ne povoha. In pravi, veš, Matic, pravi, križi so z njimi, katerikoli duhovnik se je lotil dela z njimi, je slabo končal. Tako ali drugače. Pravi, tukaj žal trenutno ni pomoči. In ko je v meni rekel, da se to ne da, se me meni spodbudila pa borba, kako se ne da, seveda se da. Zato sem se potem tudi klical Petra Kokoca, vikarja, zdaj novomeške škofije,
Jaz sem do zmeraj šel, to pa nisem nikoli težav, v imenik, teh poiskal številke in tukaj cajta klicaril, dokler nisem dobil. No. In sem ga dobil, rekel, tukaj je Matic Vidic, rekel, jaz tukaj živim, po celo hodite poskus, vi ste zadolženi za Rome, kaj boste naredili za te Rome? On pa pravi, kaj boš pa ti naredil? Sem rekel, ja ne vem. Prav za začetek pa je z mano na Brezje in smo bil 3 dni preživel z njimi na Brezje. Samo to niso Gorenjske Brezje, to so... Gorenjske. Gorenjske. Gorenjske Brezje. Oni imajo to glavni dopust, imajo za velik šmaren, imajo en dan prej, imajo 14. Iz 13. na 14. zvečer, imajo zmeraj, bi rekel, nesejo Marico. In tam so, včasih so bili še tam v kempu in so bili vsi Romi Dolenjski, so bili tam v kempu in je rekel, bo z mano in bova skupaj molila, blagoslavljala, se z njimi pogovarjala in smo res šla. In mi je bilo sicer grozno, ne, mislim, ni mi bilo prijetno, no. Tam z njimi jest, ni neki prijetno. Mislim, to so težke stvari, ne. Tu, če ne doživiš, veste, tu je težko razlagati o vsem tem, ne. Tu je čist drug svet, no, tu si ne moramo predstavljati. Ampak, sva bila tam in smo preživela, no in potem je bil pa nek klic, da moram nadaljevati s tem. Zato sem začel se z njimi pripravljati na praznovanje praznikov. Prvo smo začeli, sem pripeljal, da smo imeli Miklavža praznovali v naselje, potle jaslice smo postavili, pa imeli v tem katehezo, pa sem polnočnico imel za njih v besedno bogoslužje in tako naprej. Ampak jaz, ko sem šel prvič v naselje, sem šel za uniformo vojaško. Sem bil že v vojaškem vikariatu, pastoralni asistent, ker oni vejo, da policisti pišejo kazni, vojaki pa streljajo. In imajo spoštovanje do vojakov. Tu pa še ta spomin druge svetovne vojne, ki so ga zelo nastradali Romi, ne, strani vojske, ne, in tako naprej. In so me nekako sprejeli in je bilo tudi zame to. Zame je bila pot do njih, je bila grozna, ne. Sicer 2 kilometrska, ampak to je bilo 2 kilometra oziroma 10-5 minut molitve pa boja samim sabo. Kam ti rineš, ne, ker v romsko naselje to je geto, ne. Tu greš v njihovo naselje, ali greš orožje kupiti, ali greš po droge, ali greš po mladoletna dekleta, ali greš kot policist, ali greš pa kot komunalno podjetje, ki gre pod truplo, ne. Mislim, tako je, ne, tam ne gre, noben normalen človek ne gre tja. In jaz sem pa šel, ne, žena je rekla, ti nisi normalen, ne, kaj je s tabo narobe? Stara mama je rekla, tebi se je pa čist zmešal do konca, ne. Vsi v vasi so se zgražali, ne, nobeni tega, daleč od tega, ker to je, piši propalo, ne, to ne mora uspeti, ne. Še tudi župnik Mero je rekel, Matic, pa ne, nikar, ne sej tega, ker to so slabi obeti. Ne. Do zdaj so vsi zelo slabo končali. No. Tako da je bilo kljub temu, ne, sem pa čutil ta klic, ne, Gospod kliče, ne, ker Gospod pa kliče, je pa kar jasen. Jaz se zmeraj se sekiramo, ne, ali bom vedel, kdaj bo pravo, ja, bom. Zagotovo, ne, če se tudi gledalke sprašujete, ne, ali bom vedela, kdaj bo Gospod spregovoril, absolutno boste vedeli, absolutno, zagotovo, ne rabite se sekirati, ne, ker je zelo jasen, no. In tudi je bil zelo jasen, bil ta noter klic pet, pa pones evangelij med njih. Tako da sem začel počasi za eno družino, pol naprej, tako da skrajšam to pripoved, no, ogromno doživel, ogromno sem naučil, zaradi njih sem postal stalni diakon. Drugače, ne vem, verjetno ne bi prepoznali v cerkvi. Zaradi njih sem postal terapevt, ker sem videl, da vera predpostavlja naravo, da ni dovolj, ne. Nevarno je človeka dati se v vero, včasih ga moraš nekako, se mora urediti, da je pripravljen, urejen za vero. Ker biti veren, to je kot ena čudovita gostija. Sicer Jezus vsakega vabi, ne, ampak tudi bi rekel, čas moram na nekih drugih področjih urediti, pa ne računati samo s tem, da bo Bog vse naredil. Bog bo vse naredil, zagotovo, ampak pričakuje, da tudi mi nekaj uredimo. No, zato se vidi, da zmeraj ne gre zmeraj samo, tudi v vojski, ko sem bil kot pastoralni asistent, pa kot diakon vojaški, sem ugotovil, da ni vedno možnost vsem prideti z vero. Včasih potrebujemo logoterapijo, da pripravimo pot do vere. Ne, zato zmeraj pravim tudi meni, ko sem bil posvečen kot stalnega diakona, je rekel, zdaj pa že doktor Andrej Saje, monsignor doktor Andrej Saje, je rekel, tvoje mesto je na pragu cerkve. Tvoje mesto ni zdaj tam, da sem lep
za oltarno mizo in da sem tam names še ene dodatne ikebance, ne. Ampak, ne, da vabim ljudi v cerkev, ne. In to je poslanstvo diakona, ne. Poslanstvo diakona, moje, no, vsak ima svoje, ne morem, kakorkoli, ampak moje poslanstvo je, da vabim ljudi v cerkev, ne. In to je tudi kot terapevt, tudi kot logoterapeut, ne. Ker ko sem dal prvič, ko sem se odločil, ne, spet je bil zelo jasen glas, spet takrat, ne, ali bom vedel, kdaj Gospod kliče, ja, bom vedel, ne, ampak moram biti duhovno uglašen, ne. Sem bil v vojski, sem imel čudovito službo, jaz sem imel sanjsko službo, veste, jaz sem imel službo, ne, da sem malo pošalil, da nas to resno vzel, ampak službo, kjer sem bil plačan, da sem telovadil, ker sem izredno rad, da sem molil, pa da sem kofetkal, ne. Telovadil zaradi tega, ker med telovadbo, med fizično aktivnostjo sem se spoznaval, sem se srečeval z realnostjo, pa z realnostjo vojaškega poklica, pa z vsemi vojaki. Z molitvijo sem molil za njih v kapelah in tako, in pa s kofetkanjem so mi pa prihajali z realnimi težavami, ne. In tukaj sem lahko bi rekel, služba prisotnosti, kjer sem bil prisoten, kjer sem bil za njih ušesa, rama in tako naprej. Da nam zašel, ja. In ravno s tem, no, to mi je vse dalo, bi rekel, tudi v romskem naselju, vse to mi je dalo, da sem se znašel v romskem naselju, ne. Ker ti v vojski te ubijajo tebe, ubijajo moj ego, ubijajo, kaj sem jaz. Ker nisi ti tam zato, da se boš ti kakor na fari, ne? Na fari si ti Gospod. In se ti klanijo in pravijo, Gospod, kako ste, ne? Kako so Gospod, ne? In tako naprej, ne? Tule v vojski to noben ne povoha. Ne? Tu je čist drug teren, ne? Tu si tam, ne? Kdo si ti, ne? Ti si ki zagovarja pedofilijo, pa mahinacije, pa politikanstvo, ne karkoli, ne? Ti si ne? In je to zelo grob teren, ne? In tudi zato sem bil pripravljen v romsko naselje, ker to je tudi, ne, kaj bi ti rad, bi ti naš rad izkoristil, da boš daril leko ali kaj, ne vem, karkoli, kaj bi rad, ne. In je bilo pomembno, da vem točno, kaj je moje poslanstvo. In sem izkusna preizkušnja, ker pri Romih pa ni fejka, tam noben ne fejka. Tam so vsi in tam ne moreš, oni te prepoznajo, prečitajo. Če bi jaz prišel, ne, mnogo je bilo poskusa raznih lokalnih političnih veljakov, ki so želeli si pridobiti na račun njih ali sredstva ali njihove glasove, karkoli je, in oni to imajo nos, zavohajo, če človek ni avtentičen, ne. In jaz sem pa zdaj že 8 leto že aktivno prisoten, ne, in sem zmeraj avtentičen bil, ker ne dovolijo, da fejkam. In zato tudi sem se navadil, če nisem urejen sam pri sebi, tudi ne grem v naselje, ker me preberejo, ker vejo, kaj delaš ti tukaj? Ali si ti res prišel prinesti Jezusa sem, ne? Oznanjati Božjo besedo, ali si prišel kaj drugega, ne? Se je pa izkazalo v vseh teh letih, ne, da je veliko, pri socializaciji, pri izhodu iz brezna, da edino Gospod daje pot. Bistveno so drugačni rezultati, tudi iz sociološkega vidika gledano, kakor bi rekel vse druge aktivnosti različnih nevladnih organizacij. In tudi tukaj se je zdaj v 2 letih, ko ni bilo nič zaposlenih, je zdaj 14 zaposlenih, zdaj si bomo še jih 10 zaposlili, zdaj se še pogovarjamo z enem podjetjem, da jih bo 30 zaposlila, tako da se nenormalno spremembe delajo. Ampak to dela Gospod, ne? To je pot Gospoda, ne? Ker jaz vedno pravim, kaj je ključno za človeka. Človek mora delati, to tudi logoterapija uči. Najhujše za človeka je, da noben mu ne koristi, da nič ne dela, da je vsem odveč in da ga noben ne rabi. To je najhujše, to je ta bivanska praznota, eksistencialni vakuum, o katerem govori Viktor Frankl, da je moje življenje ni pomembno. Ne? In zdaj za njihovo tudi življenje je bilo, jaz govorim o dolenjskih Romih, jaz tukaj ne poznam toliko, ampak kaj je v tem predelu Slovenije, ampak v dolenjskih Romih v naselju Žabjak Brezje, največje naselje v jugovzhodnem delu Slovenije, oziroma drugem največjem romskem naselju, Pušča, mislim, da je malenkost večja. V glavnem, v tem naselju je smisel zadnjih 20 let bilo samo vseh odraslih ali pa vseh starih od 14. leta naprej, da ima čim več otrok. Ker čim več otrok pomeni otroška doklada, pomeni socialni transferi, ki omogočajo preživetje.
In zato je treba, da smisel ni zgolj samo, da sem plodnost, ampak je smisel tudi nekaj več, da puščam sledi, da sem kaže pot, da sem svetilnik in da svetim. In zato zdaj ogromno se ukvarjamo ravno s tem, da bi postali svetilniki drug drugemu. Ja, zelo prijetno je govoriti z vami, ker pa sva pri koncu oddaje, bi vas mogoče samo še vprašal, kaj vam osebno pomeni velika noč, ki se sedaj bližamo. Zame velika noč, če povečem, je ravno to, da osmisli trpljenje. Da ima križov pot se izpolni in iz križovega pota iz nečesa trpljenja rata nekaj velikega, nekaj največjega. Je rešitev. Rešitev vsega tega. In zato je tudi v knjigi sem dal, tukaj sem napisal, če moji mami ni uspelo biti heroj svojega trpljenja, sem sedaj na vrsti jaz, da to postanem. In vsem nam heroj trpljenja je Jezus Kristus, ki je bil izdan, zasramovan, opljuvan, prebičan, padel je pod križem, žolčo so mu ponudili za piti in tako naprej, preboden in je šel na križ, se dal, raztegnil se svoje roke, da lahko objema vsakega od nas v teh bolečinah in bil grob položen. In ta grob je ratal prazen in se je začel prikazovati. In je bilo premagano, trpljenje je dobilo smisel. In tu je ta najboljša, največja povezava med logoterapijo in med krščanstvom je ravno to, da trpljenje dobi smisel. Ker obup pomeni trpljenje brez smisla, ker če bi bilo, kako so pa gledali učenci, so gledali pa, ker niso še videli, so videli pa, da je bil obup. To trpljenje ni imelo smisla. Jezus pa naredi, da trpljenje ima smisel. Da postanemo heroj svojega trpljenja. Da postanemo, da se predamo v Božje roke, naj Bog vodi. Ker jaz vidim do ovinka, Bog pa vidi za ovinkom. In tukaj je ta lepota. In zato velika noč je zame bistvo vsega. In moje življenje, in moja naravnanost, in moja bit. Hvala vam za to vaše navdušenje. Želim vam obilo blagoslova pri vašem poslanstvu in se vam zahvaljujem v imenu naših gledalk in gledalcev za to pričevanje. Hvala, dr. Maver. Hvala vam, da ste si tudi vi vzeli, da se mogli zame vzeti čas. Vi ste tudi, imate en kup enega dela in mi je včas, da sva lahko poklepetala. Včas mi je pa tudi to, da ste poklonili čas, drage gledalke, dragi gledalci, tudi tej oddaji, da ste prisluhnili. Mogoče koga nagovori. Upam pa predvsem, da nas dela čim bolj uglašene na tisto, kar je najpomembnejše. Lepšega zaključka si ne bi mogli želeti, tako da samo še, drage gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav iz studia televizije Exodus. Hvala vam.